Tole pred tabo je veliko bolj zanimiv video, kakor misliš, da je, kakor sklepaš po naslovu, mogoče misliš, da je nekaj dolgočasnega, nekaj brezvezenega, ampak daleč od tega. Tale video je zelo koristen čist za vsakega, zato ti predlagam, da ga gledaš do konca, pa če še nisi naročen na moj kanal, se naroč, sam ti zgumb naročite se, kliken, pa potem še zvonček. No, zakaj se gre? Jaz bom danes povedal nekaj o novoletnih zaobljubah. Tudi jaz bom tukaj v tem videu povedal svoje novoletne zaobljube. Zakaj je to pomembno? Vam bom vse razložil, kakor sem rekel, glejte to do konca. Glejte, znanstveno je dokazano, da se neke zaobljube splača narediti. Zaradi sebe, zato ker imate pol boljše življenje, bolj srečni ste, svet je lepši. Jaz bom naredil novoletne zaobljube, tukaj se bom posnel. Ampak, tudi to je znanstveno dokazano, še veliko boljše bi bilo, če bi se iz te novoletne zaobljube zapisal. Sicer sem jih zapisal, ker jaz imam tukaj gledam zapiske. Jaz vsak video preden ga snemam, si naredim neke zapiske, da imam neka izhodišča. Se pravi, jaz sem si svoje novoletne zaobljube zapisal. Ampak še boljše bi bilo, če bi te svoje novoletne zaobljube zapisal na roke in s svinčnikom na papir. Tudi to je znanstveno dokazano. Ker nekako, to sem nekje prebral v eni knjigi, mislim, da je Z branjem do bogatstva, ne bom pa točno trdil, ker ti nekaj pišeš, ker roko premikaš, bolj ta zadeva v možganih ostane, kakor pa če ti tipkaš z računalnikom. Oziroma ono, nekaj pa sam razmišljaš, tisni pa nič. Kolikrat se vam je že naredilo, da ste imeli neko super idejo v avtu, ko se peljete, razmišljate, super ideja vam pade čez 2 minute. Kaj sem že smo za eno idejo? Pozabil čist. Zato si ideje vse zmeraj zapište, pa veste, kaj je pol fora? Jih zapišete, ampak jih sploh ne pozabite pol. Ko ste jih enkrat zapisali, je zelo malo možnost, da jo pozabite. Ko se takole usedeš, kot sem se jaz za računalnik, pa razmišljam moje novoletne zaobljube, se pravi, kaj bom naredil drug let, tu tudi narediš neko analizo življenja, rečemo, malo razmišljaš, kako je bilo letos, kaj bi drug let boljš lahko bilo, ugotoviš, a je tvoje življenje okej, ali je vse skup eno veliko sranje. Če prideš do tega, da je tvoje življenje eno veliko sranje, imaš že pol problema rešenega. Pol moraš začeti pa razmišljati, kaj boš naredil, da to tvoje življenje ne bo eno veliko sranje. Za vse stvari so rešitve, pa je tudi za vaš problem obstaja rešitev, siguren obstaja. Zmeraj se da življenje narediti bistveno lepše, kakor ga imamo ta trenutek. Glejte, pri novoletnih zaobljubah je tako. Večinoma se jih ljudje ne držimo. Z mano ured. Problem je, da največji problem je ta, da si jih preveč damo. Preveč cel spisek tak. Ne, glejte, dajte si par zaobljub. Par. Boste videli, jaz imam samo 3, 4. Bom tudi povedal, katere. Bom vse razložil. Glejte do konca.
Če jih je pa preveč, lejte, smo pa zmedeni, oziroma rekel, če je nekdo ful discipliniran, bi tudi nikako to rešil. Ampak takih je malo. Jaz si že več let delam novoletne zaobljube, ampak to je prvič, da delam video zaobljubo, ponavadi sem to napisal na blog. Ampak mi je lažje narediti tole video zaobljubo. Bom pa še pol te 3 glavne napisal si na papir, na tipko bom, priznam, ne bom napisal na roke, in bom naredil ene 5 do 10 kopij bom sprintal in si bom ubesil na mestih, da bom to zmeraj videval. V sobi nad posteljo, v WC-ju nekje, v glavnem, kjerkoli bom lahko, da jih bom videl vsak dan. Evo, tlele je to je moja pisarna, tamle imam računalnik, nekam si jih bom, ko pridem tlele noter, tamle so vrata, pridem noter, lejte, tamle na omaro imam, tam eno omaro, bom na omaro dal. Da to vsak dan vidim. Ker če ne vidiš vsak dan, pozabiš na to. Tako da jaz bom to naredil in bomo videli, koliko se bom jaz teh novoletnih zaobljub držal. Saj sem rekel, jaz jih že več let delam, kako se jih držim, bom rekel, če bi ocenil od 1 do 5, eno 3 bi si dal. Polovico si jih kar jih naredim, polovico pa ne. No. Evo, in moja prva novoletna zaobljuba za leto 2023, ta je po mojem najbolj pomembna. Sicer, ko vam bom povedal, boste rekli brez veze, ampak bom razložil, zakaj. Lejte, moja prva zaobljuba je ta, da bom šel vsaj 4-krat na teden teč vsaj 5 kilometrov. Ali pa ni nujno, da grem teč, če grem pa z biciklom, ne vem, 15 kilometrov, se pravi, približno isto se zmatram, približno isti čas, je glih tako dober. Ali pa če bi šel plavati za 15 minut, je glih tako dober, plavati je težje kot teč. Ali pa če bi šel, ne vem, če grem v hribe, ne vem, da grem na en Storžič, ko sem bil 2 let nazaj, tu se šteje, da sem enkrat naredil tu preteku 5 kilometrov, ker je to še več, če bi tako povedal. In zakaj je to tako pomembno? Zame. Zato, ker vem, da če bom jaz to delal, bom imel več energije za delati, za razmišljati, življenje bo mnogo lepše in bom tudi veliko lažje vse druge novoletne obljube izpolnil, ker to ti da neko neverjetno energijo. Če kdo to še ni probal, lejte, jaz sem šel teč, v opisu videa imate link, sem šel teč 14 dni nazaj, ker sem se ful slabo počutil. Slabo. Sem rekel, grem teč, bo bolj. In evo, sem šel teč, 5 kilometrov sem pretekel, še hitro sem jih pretekel, kakor nisem prej dolg cajta tekel. Lejte, življenje, že ko sem začel teč, je bil življenje drugačen. Pol, ko sem pa pretekel, pa vesel bil. Joj, tisti dan, veste, kako sem tisti dan pol še naredil, pa pol nasleden, pa še nasleden. Ampak, tukaj fino je bilo, ampak sem šel samo enkrat. Od takrat, ko je tu zdaj 10 dni nazaj, nisem več šel. Imam zgovore, ni cajta, je tu, je je tret. Ni zgovorov, lahko sneg pade, ni zgovorov. Kapa, oblec se pa pej teč, ne. Tako da jaz upam, da se bom tega držal. Moja druga ta novoletna zaobljuba je,
da bom napisal knjigo. Jaz sem to knjigo že začel pisati. Začetek si že lahko preberete na mojem blogu. Link imate v opisu tega videa, pa si preberite. Vam že prej povem, da ni tega tako malo napisanega, tako da že ta uvod, ki ga tam vidite, zelo malo na pamet rekel, lejte, je v knjig 10 strani sigurno. Ma ne vem, 10. Ja, 10 jih sigurno je po mojem. Pol sem pa tudi že to pisal pred enim letom. Še v ta starem računalniku imam ta dokument, tako da sem se odločil, da še danes ga prenesem na tale prenosnik, ta nov, ki ga imam tle, da bom lahko pisal. Mogoče bi si mogel celo zastaviti ta cilj ne do konca leta, naslednjega, ampak prej, da bom to knjigo napisal. Tudi te cilje se, če so veliki, dobro knjigo napisati, to ni kar na hiter v 3 dneh, je mogoče fino, da si cilj malo porazdeliš, si rečeš, januarja bom napisal 50 strani, februarja 50, marca 50, aprila 50. Pa imam že knjigo napisano skoraj, bo tu debela knjiga, računam, da bo čez 400 strani. Tako da to je, ampak gledajte, tudi če si daš cilj preveč dolg, morda bi jaz bolj sigurno knjigo napisal, če bi si dal cilj do konca februarja. Ker pol bi vedel, zdaj pa nimam več tiste možnosti odlašanja, vsaj če ta teden ne začnem nič narobe. Če pa do konca februarja hotel, bi pa kar mogel. Tako da, lejte, zdaj med prazniki sem doma in evo, zdaj si dam cilj, med prazniki moram napisati 80 strani knjige. 80 strani, to rečemo tam nekje do 3. januarja. Pa da vidimo, kako bo šlo. Vam bom povedal, koliko sem jo napisal, komentar bom napisal. Če pa ne bom, me pa vi spomnite. Dajte me malo, me zajebavajte pol s tem. Si že, ali nisi, boš, ne boš? Si šel 4-krat prejšnji teden, ali nisi šel, boš, nakladal si v videu, tu mi dajte malo pisati, da mi bo motivacija. No, to knjigo moram napisati. Ker mislim, da bo ful dobra in jo moram napisati. In si tudi želim tako držati v rok svojo knjigo, čeprav eno sem že napisal, ampak tista je bila strokovna, ta bo pa moje življenje. Naslov bo Vse se da, če se hoče. Ali pa vse se da, če je dovolj velika želja, nekaj v tem smislu. Ker to je moja filozofija, v katero verjamem. Zakaj verjamem? Če mislite, da je to lari-fari, sem rekel, v opisu tega videa je link do začetka te knjige, ki sem prav gruntal, kako začnem začetek knjige. In jaz mislim, da je ta začetek knjige fenomenalen. Jaz vam v teh 10 ali pa 15 straneh, kolikor jih bo, pol v knjigi, vam dam 2 zanimiva primera, kako je v življenju res vse mogoče, če ima človek dovolj veliko željo. To sta moje 2 osebna primera. Eden je iz biznis področja, enen pa iz zasebnega področja. Tako da ta knjiga bo fenomenalna, tako za tiste, ki se biznis greste, tako za tiste, ki hočete neki napredek na osebnem življenju narediti. Sem prepričan. Tako da, pejte si prebrati, pa v komentar napišite, kako se vam zdi ta moj začetek knjige. Evo, pol moja druga zaobljuba je, da bom do konca naslednjega leta prišel na YouTubeu do 40.000 sledilcev. To je kar veliko. Prav, mogel bom priti do
dobrih 16,000 sledilcev. To je skoraj 1500 na mesec. Zdaj, če sem doma, da nisem na potovanju, dobim 500 sledilcev na mesec. Če grem pa na potovanje, rečemo Črna Goro, Makedonijo, Kosovo, Albanijo, ki sem šel, sem pa v tistem mesecu dobil pa 2000 sledilcev. Tako da ta cilj me bo motiviral, da bom čim več na potovanje hodil, pa tudi mogoče, da bom najdel neki način, kako hitrejš prideti do teh sledilcev na YouTubu. Zdaj bo kdo rekel, živiš samo za te sledilce, všečke in tako naprej. To sem zdaj enega pametnega je pogruntal, da nimam niti prijateljev, niti nič, da vse, kar imam socialna omrežja. Človek me ni nikoli še videl, pozna mene. Napisal je, da dobro ve, da sem z diskoteko Afriko veliko zaslužil. Ta še moje videe ne gleda, ker z diskoteko Afriko jaz nisem nič zaslužil, sem zgubo naredil, rad bi se pohvalil, da sem kaj zaslužil. In mi tu pisal, glejte, jaz hočem te sledilce zato, ker jaz hočem videe snemati. Tudi zboljšal se bom veliko na tem področju, da bom boljše snemal. Že pred časom sem se odločil, da bom tudi neke dokumentarne videe snemal. Moj cilj je, da moji videi pridejo na neke televizije, tudi izven Slovenije. Moji videi so že na TV Arena, pa TV3, pa TV Ormož, Ljutomer, nekaj takega. Tako da, zato hočem sledilce, že toliko matram, da me pol te videi malo več ogleda. Pa tudi zato, ker dobim pohval, ful jih dobim pohval. Evo, danes sem sedel tamle v Mercatorju, pa glih za tale video pisal izhodiščne točke in ena gospa tam nasprot mene sedi, se mi tudi malo nasmeje. Jaz gledam odzad, če se komu drugmu smeje, no, polk je postala, pa šla, pa pride do mene, pa prav, da me spremlja na YouTubu. Sem rekel, hvala, res sem vsakmu hvaležen, ki me spremlja, mi to veliko pomeni, tako da je to, ampak prijatelje pa imam, to se pa ne bati, tako kot je on napisal. V glavnem, zato mi to pomeni. In zato bom šel na kakšna mogoče nora potovanja. Dajte mi v komentar napisati, katera destinacija bi vas najbolj zanimala. Do zdaj je bilo največ zanimanja in največ ogledov so imeli te videi iz Črne Gore, Kosova, Makedonije pa Albanije. Dajte napisati v komentar, kjera je tista destinacija, ki bi sigurno vi videe moje gledali, ki vas to toliko zanima. Drugače pa tudi, evo, zdaj sem imel intervju z Zvonetom Šerugatom. Ga najdete na mojem kanalu, samo upišite Zvone Šeruga intervju, pa vam bo moje ven vrglo. Ali pa bom dal link v opisu tega videa, tako da imate v opisu videa link do tega intervjuja. Ful dober intervju, ful sem pohval dobil. In veste, ta Zvone Šeruga je meni tudi mečkan motivacija, On ima neke hude projekte, On je šel z motorjem okoli sveta že parkrat. In sem danes, ko sem tole pisal, razmišljal, pa zakaj se jaz nekaj takega ne lotim? Zakaj se jaz ne lotim jeti z avtom, ne vem, saj do Nepala, do Katmanduja. Sem že pol mal gledal zemljevid, rečemo ful zanimivo, čez Turčijo, Iran, pol bi šel pa Iran gor severno, pol bi pa tiste države tam šel tista Kirgizija, Uzbekistan, Tadžikistan, pa pol v Indijo,
ali mogoče v Pakistan. V Pakistanu sem že bil, čudovita država, bi jo rad ponovil. Pa Indija, Nepal. Zakaj tu ne grem? 3 mesece si vzamem, pa grem. Mislim, saj sem tudi en popotnik, da si enega tacga projekta ne grem. Ko pa je tu problem jeti? Nobeden. Mislim, tudi finančno ni to tako drago, kot mislijo ljudje, ne? Lansko let, ko sem šel z avtom do Gruzije, to je skoraj že pol poti, do Katmanduja. Mečken manj kot pol, ajde. No, po kilometrih, ampak tam so une zanimive države, bi malo kroge delal, pa to, tako da ni čisto tako, no. No, in pravim, do Gruzije greš z avtom. Koliko to pa tu koštalo? Sem rekel, kaj misliš? Grunta. Prav, 10 jurjev te ne bo glih, ampak 7-8 te pa sigurno ne bo. Si rekel, sem naumen, da mi je zdal 7 jurjev, da bom šel za 25 dni na potovanje. Veste, koliko me je koštalo? 25 dni potovanja z gorivom, z vsem. Pa nisem čisto nič šparal. 1200 evrov. Maksimalno. Jaz ne vodim to neke evidence, koliko točno sem zapravil. Polk, takole povem, raj rečem manjken več, tako da mogoče je bilo 1100, ampak govorim 1200, da ne bi kdo rekel, sem znižal ceno. Imaš pa tudi kakšne, ki zvišajo, ki je pol tudi aktualno, če reče, sem šel na dopust, pa sem 200 jurjev zapravil, ne. Mislim, od mene to ne boste slišali. Tako da, mogoče kitanskega, ne vem, zakaj se tu ne lotem. Tako se tu, tu je tu, ki je meni pisano na kožo, veste, kako bi jaz užival, ki me to zanima. Pa kakšni videi bi bili, pa slike, pa vse. No, pol, že pred časom sem se odločil, da grem drug let na Tour de France, se pravi dirko po Franciji, da malo vidim, malo bo tudi zanimivo za videe snemati. Da bom razmislil, če bom koga se bo vzel, da mi bo malo tu pomagal snemati, veste, da bom jaz na enem ovinku, on bo na drugem ovinku. Kaj pa veš, kje se glih Rogliča ali pa Pogačarja ujameš ali pa nekaj zanimivega, ne? To je treba naštudirati. V planu, to je pa samo glav, to ni ideja, to je deleč od novoletne zaobljube. Imam tudi, tu zdaj sem govorim, tu kako bom prišel do 40 000 sledilcev. Imam tudi, da bi posnel en film, tak nizko cenovni. Se to danes ni film problem posnet, pa če je dobra vsebina, zanimiva, neka dobra zgodba, to jo imam že v glav, mislim, da bi film posnel. In pol ta film pošljem na vsa tista tekmovanja, imaš tudi neka tekmovanja, kakor vem, za te nizko cenovne filme in mogoče pa kaj kakšno nagrado dobim. Ne? Tako da bomo videli, to samo razmišljam. Ali pa razmišljam še o nekih drugih idejah, nekaj, kaj bi lahko za YouTube, ne vem. Gruntal sem, veste, kaj sem gruntal? Gruntal sem, da bi neki resničnostni šov mu. Pak tak, malo bolj enostaven, ne, ker jaz nisem pop TV, da imam tu milijon kamer, ne vem, sem prav gruntal, nimam neke unikatne ideje, unikatne dobre. Če ima kdo od vas, ne jo prosim v komentar zapiše. Rečemo, jaz sem razmišljal, ne vem, da dobiš 10 ljudi, dal bi jih, ke vtisneš apartma na Golteh, ki ga je firma kupila,
jih daš noter za 10 dni, morajo biti, rečemo, samo noter, tako kot v nekem Big Brotherju, pa daš jim na voljo, ne vem, vse, hrano, pijačo, tudi alkoholno, pa da vidiš, kako pol tu bi vse skupaj potekalo. Pa moglo bi še nekaj drugega biti, ampak se ne spomnim. Pol ena zadeva, ki sem gruntal, da bi tudi isto tem našem partmaju naredil, ne vem, hujšanje. Dobro, si tu so že resničnostni šovi. Pa da imaš tam za jesti na voljo sam cel kup sadja, zelenjave, pa takih čist nizkokaloričnih stvari. In kdo bo zdržal? Čeprav tukaj vam govorim, niso tu neke vrhunske ideje, neki bulga bi se mogel spomniti. Neki bulga. Ne vem kaj, lejte, pomagajte mi, če veste nekaj, lejte, sigurno kakšna ideja mora biti, ne vem. Ne vem, morda da v bajto zapreš, tu sem se pa zdajle spomnil, da dobiš, ne vem, 5 ljudi, ki so ful, uni goreči pristaši Janeza Janša, pa 5, ki so goreči pristaši Luka Mesca. Pa da jih vidimo, kako bo 10 dni skupaj zdržali. Ali pa tu sem imel idejo, ne vem, da bi naredil kot neka vojska, vojašnica in da oni ljudje, ki pridejo v resničnostni šov, so vojaki in tudi podpišejo nekaj, da oni, ki so oficirji, se pravi, ki jih vežbajo, da mu lahko naredi karče. In kdo bo zdaj tu zdržal? In tist, ki zdrži do konca, seveda dobi neko denarno nagrado. Ne morem dati jaz 50 jurjev, tako kot da Pop TV za kmetijo, ampak lahko pa dam jurčka, 2. S tem, da bi tudi veliko manj časa tu trajalo. Ne bi tudi v koleku. Ne vem, a ste vi kaj gledali to kmetijo, pa tu jaz nisem gledal. Parkrat sem videl, ko sta oče pa mama gledala. Glejte, mi je bilo vse skupaj. Tisto, kar sem jaz gledal, mi je bilo brez veze, tako da, ne vem, pa ne bom rekel, da ne znajo oni narediti, ampak menda obstaja še kakšna boljša ideja. V glavnem, če ima kdo kakšno idejo, ne jo tle v komentar napiše. Ne mi pisati na mail, ampak mi pišite tle v komentar. Pa še ena novoletna zaobljuba, ta ni čist taka prioritetna, ampak je pa ta, da bi šel za 1 mesec živeti v Sarajevo. To sem na idejo prišel, ko sem bil nazadnje v Bosni. Sem rekel, če jaz hočem Sarajevo, pa prav življenje tle spoznati, jaz sem bil v Sarajevu že 50krat, ampak ga ne poznam. Mislim, poznam, nekaj vem, ampak glejte, pa nisem začutil še, kako ljudje živijo, pa pa tretji. In zdaj, ko sem tukaj bil, kar spoznavam neke ljudi tam in mislim, da bi se ful fajn mu. In jaz bi šel za 1 mesecke, najel stanovanje, 10 ur na dan bi delal, pa namesto, da grem tle v Trebnje na kavico, bi šel pač kaj nekam. Pa bi tam koga poklical, ki ga poznam. Rečemo, če ste videli, ko sta zadnja moja pot v Sarajevu, sem spoznal unga tam, ki na unem parkirplacu dela, neki športni novinar je drugače rekel, da je me tudi sledi, je zdaj moj zvest sledilc. Vejte, to tam, če enega tacga poznaš,
Lejte, to Balkanci so gostoljubni, vsi komplet. In ne, če si mu všeč, pa to te pele vse posod neke zabave, slavja, posod so to veseli, tako da zna to tako zanimivo rata, debel ne. In prav rad bi živel tudi, ne vem, sploh ne vem točno, kaj vse zanimivega bi se mi še dogodilo, ampak vem, da bi se mi ful. Pa če bi en mesec bil, ne, tako ne vem, soboto, nedeljo, pa tudi kakšen izlet šel, ali pa tako pač prav preselil bi se namesto, da spim doma, bi spil pa v Sarajevu, delal bi pa glih tako vsak dan, tako kot zdaj delam. Jaz lahko delam kjerčem. No, to bi bilo tudi idealno za knjigo napisati. Si tam, si po mojem ne bi bilo čisto nič dolg čas. Ampak vse mečken manj stvari mogoče kukar doma, pa bi mogoče se lahko lažje usul pa to knjigo napisal, ne. Tako da to je to. In lejte, to je zame za letos čist dost teh zaobljub, 4 so bile. Rečemo, da je še 4. ena taka bonus, če bo, če ne bo, na to 4. ne bom tako fokusiran. Najbolj pomembna mi je napisati knjigo. Ta mi je najbolj pomembna. No, pa ta prva. Če bom ta prvo izpolnil, bom lažje drugo. In še 3. in 4. Drugače sem pa v svojem življenju izredno zadovoljen. Zdaj, 14 dni nazaj sem bil na Koroškem. Čez vikend. Vsi lahko na YouTubeu pogledate video. In ko sem se domov pelal, dolga pot, ne, malo razmišljaš in sem rekel, prav tak pozitiven sem bil, sem rekel, pa kaj je ta življenje lep. Poln sem bil nekih idej, kaj bi šel se rad naredil, kaj bi šel se rad doživel, cel plano. Jaz ne razumem ljudje, ki pravijo, da jim je dolg čas. Kako će ti biti na tem lepem svetu dolg čas? Meni je bilo, ko sem bil otrok, mi je bilo nazadnje dolg čas. Zmeraj sem nekaj našel. Čeprav zdaj zadnje cajte imam bolj pametne stvari, ki sem jih imel čas, ne, ker sem jih bil star od 20 do 30, sem mu predvsem te stvari, kako ga kaj žurat, in tu sem zmeraj našel, tako da ni bilo nikoli dolg čas. Ampak gledajte, zdaj, če imam cajt, grem v hribe, grem na izlet, grem prebrati eno dobro knjigo. Začel sem brati knjigo od Zvoneta Šarugata. Začetek že odličen. Vem, ta od Zvoneta Šaruga knjiga bo tudi, mogoče bom zaradi, nekom to knjigo prebral, mogoče kakšno dobro idejo dobil zase. Ne vem kakšno, niti ne bo tista ideja not pisala, da je to on delal. Ampak nekaj tacga bereš, prideš mogoče do ene druge, tretje ideje. Tako da ne, kaj mislim, da bi mu caj, da bi malo knjige bral. Zdaj bom tudi sem rekel, da čez praznike bom prebral to od Zvoneta, tako bom doma sam, starši grejo, zato moram tudi doma biti, staršev ne bo, službe ne bo, celo nekatere dneve so še lokali zaprte in hočeš delati nekaj, manj, ko sem samski, pa nimam družine, ali pa knjigo brati. In malo bom knjigo pisal, malo bom pa knjigo od Zvoneta bral.
Tako da bo to fantazija. In lejte, meni nikoli mi ni dolg čas. Kakšen dolg čas? Lejte, če ste mlajši, ne? Ja, pejte pa ženske osvajati, če ste moški. Pa pejte, zapelj se v Ljubljano, ki te noben ne pozna, pa na ulici obgovarjaj ženske. Če jo nimaš. Pa, ne, lej. Tu se čudno šliš verjeten, da greš kar v Ljubljano, pa ženske obgovarjaš. Lejte, to je trening. To je trening, tako da to ne bom zdaj razlagal kaj kako, ker sem že parkrat, pa bom še kdaj drugič. No, pol pa, lejte, da vam povem, ne, neke dobre fore, finte, da se bolj držiš novoletnih zaobljub. Lejte, prva zadeva je, da se una je ta prva, da napišeš na papir, ne da imaš samo v glavu, da zapišeš. To je že veliko. Potem je še ful, da tiska zapišeš, prefotokopiraj, pa saj na 3 mesta obes na steno, tu moraš saj enkrat na dan moraš videti te novoletne zaobljube. Saj enkrat na dan. Jaz bom še, evo, lejte, zdaj sem se spomnil. Tam, ko bom napisal, napiši knjigo, bom še eno razpredelnico naredil, da bom vsak mesec napisal, koliko sem strani naredil. Zato, da bo zmeraj malo drugače. Pa tudi zapisal bom 0, če bom kakšen mesec 0, bom 0 napisal. 0. Bom videl, 2 meseca 0, zdaj pa moram. No, pol, naslednja stvar je pa, da se javno zaobljubiš, da boš to naredil. To je to, kar jaz zdaj delam. Jaz sem vam povedal svoje novoletne zaobljube in lejte zdaj, nekateri se boste tu zapomnili, me boste drug let tak cajt vprašali, koliko si ti v unih novoletnih zaobljub se držal? Pa bom rekel, nobene. Rekel, vse smo vedeli, da si nakladač. Tako da je tu neki pritisk, če se ti takole javno, ne? Jaz sem rekel, jaz sem prej v blogu sem prej si dajal te novoletne zaobljube in so bile tudi javne. Tako da lejte, tudi v opisu tega videa si lahko moje novoletne zaobljube iz za leto 2020 preberete in vam povem, da sem jih kar veliko resničil. Sicer že tam sem imel napisano, da bom knjigo napisal, še eno, ta drugo, pa jo nisem, to se nisem, ne. Tako da javno, takole posnamte se, objavite, ne vem, to je veliko. Boljša zadeva je, če si ti z enemu, ali pa, da se tudi javno zaobljubiš, da če neke novoletne zaobljube ne boš izpolnil, da zate velja neka kazen, ki te bo bolela. Najboljše je to denarna kazen. Rečemo, ne vem, da bi šel jaz z bratom, pa bi rekel, Janez, če ne bom jaz knjige napisal v letu 2023, že 2023 smo, ti dam 1000 evrov. Ti dam, če 1. januarja 2024 ni knjiga napisana, ti jaz prinesem 1000 evrčko. Ampak to mora biti tudi na drug stran tak, da jih bo res vzel. Zato, da te bo bolelo. Evo, lejte, veste, kaj bom pa jaz zdaj naredil? Za knjigo, samo za knjigo, da bom knjigo napisal, se pravi, če ne bom v letu 2023 napisal knjige, to je ta, ki jo že omenjam cel video, ki je tudi link, da si lahko začetek že preberete, če ne bom napisal do konca, bom nakazal 1000 evrov
politični stranki, ki jo najbolj sovražim, ki jo imam najmanj rad. Ne bom povedal, katera je tu, ki se probam na teh stvareh čim manj s politiko ukvarjati, ampak glejte, za vsakega je neka stranka ful super, eni bi pa jih, če bi mu dal kalašnikov, bi jih pa strela začel. Tako da isto nisem jaz nobena izjema, ene so mi bolj všeč, ene manj, oziroma jaz sem povedal, da že velika, da poštenega politika pa zelenega pa se nisem še nikoli nobenega videl. Ampak vsi so smotani, ampak eni so pa še mnogo bolj smotani kot drugi, tako da unem najbolj smotanem bom 1000 evrov nakazal, v primeru, da ne napišem knjige. Glejte, 1000 evrov, pa 1000 evrov je en moj dober potovanje. Ga pa nočem kar takole stran več, tako da, glejte, jaz sem si zdaj, ko sem se tole zaobljubil, so si najbrž 3-krat povečal možnost, da bom jaz res to knjigo napisal. Ker bo skozi to uče, ne bom. Ljudje so slišali, bom jaz mogel to narediti. Tako da, ja, to sem se zaobljubil. Drugače imaš neke take fore, ne? Mi smo imeli, kdaj smo uporabljali foro, ko smo v diskoteke hodili, pa smo rekli, smo bili 4, smo rekli, fantje, če v prvi uri kdo od nas ne gre do 5 žensk, bo celo noč pijačo plačeval. Kakšna motivacija je tu bila? Sej, se ni skoraj nikoli naredilo, da kdo ne bi šel. Zato, ker cel večer pijačo plačevati, ne? Ja, lejte, tu je bilo za 4, ne? Pa fino smo ga pili. Ja, tu je tako, kot zdaj 200 evrov, za 4 sigurno, še pol, ne, če bi en plačeval, bi ga še oni, ki ne bi plačevali, še malo bolj pil, bi bilo 200 evrov sigurno. Ja, lejte, skoraj nikoli se ni naredilo, da bi kdo mogel plačevati. Ker naenkrat nisi razmišljal, joj, mi bo nerodno, če me bo una zavrnila, si glav sem jim do 5 moram jeti, da sem teh 200 evrov prešparal, da jih ne bom dal. Razen imeli smo pa pravil tudi ta, ne, da pa če je pa pri eni ženski nekaj zalaufalo, ne, da te ni odslovila, da si šel plesati z njo, da si šel na pijačo, da si jo osvajal, je pa pol ni bilo treba je do 5. Ne, če te pa, ne vem, šel do nje, živijo tu, greš na pijačo, greš plesati, greš tretji in če ti reče ne, aha, 1, 2, 3, 4, 5 in super, ni treba pijače plačevati. Fantje, mladi, probajte to foro, boste videli. Boste videli, koliko bo uspešnost pri ženskah šla gor. No, potem pa še neka fora je, če se skup 2 ali pa več prijateljev za obljub. Je pol le bolj, aha, moram že zaradi njih 2, ne. Ste kot včasih sem jaz, mojene 2 kolega, ki smo kolesarci skupaj hodili. Pa smo bili zmenjeni že, ne vem, že 5 dni prej, v sredo ob 4 se dobimo, ne vem, ali pri meni, ali pri unmu, ali pri kjermu. In ura bila 2, gruntaš, joj, kaj sem se tole zmenil, kaj bi dal, da ne bi šel. Ampak moram zaradi njih 2. In pol, ne, ko pa gremo, pa pol, ko nehamo, ne, vsi veseli, da smo šli, da smo se pregonili, ne, pa prav en. Če ne bil z vama zmenjen, ne bi šel. Sem že gruntal, da bi vaj klical. Pa še midva druga 2 rečeva, ja ti, a so midva tudi isto gruntala. Dobro, da ni noben poklical. Tako da ne, pa tudi ne,
Tudi če bi bila dva, kao, ne gremo, lej, ti imam tret, pa bi bil mogoče ta tret zagret, pa bi rekel, pa fantje, če smo se zmenili, bomo šli, ne, koga zdaj serjete. Tako da, gledajte, to so take psihološke fore, ki si jih nisem jaz mislil. Jaz sem to v knjigah prebral. Nisem jaz tako pameten, da bi za take stvari zmislil. Prebral, plus pol še testiral. Ajde, tu nisem v knjigi prebral, ne, da v diskoteki ne se fantje zmenijo trije, mislim štirje, da če ne bo šel do 5 žensk v prvi uri, da pol pijačo plačuje. Ne, to ni bilo v knjigi, to je res. Ampak sigurno je pa ta ideja prišla s kakšne knjige, ki sem bral, verjeten, mogoče pa tudi ne, dobro, kaj sem se mogoče pa tudi sam zmislil. No, tale bi bila možno, da sem se čisto sam zmislil, ampak večinoma je pa tu z knjig pobrano, ne, ono, ko sem rekel zapisati, ne, da se drugače možgani zapomnijo. Tu drži, lejte, tu so znanstveno raziskovali. Jaz se pol niti nisem v tu poglabljal, če nekje prebereš, mislim, jaz zdaj tu verjamem, če v neki knjigi, ki so jo v milijonih izvodih prodali po celem svetu, pa verjetno tu drži, ne, čeprav je res, ne, da v današnjem času najdeš zmeraj dvojne informacije. Glejte, nekdo, ki je vegan, pa ne vem nič proti veganom, da nekdo narobe mislil, bo najdel na Googlu cel kup članku, kako je najboljša prehrana veganska. Tiske pa ni, bo najdel pa cel kup člankov na Googlu, kako je veganska hrana škodljiva, fali treto. Tako, tudi celo, ko greš čez neki bolan, če greš 2 različnim doktorjem, ti bo ta drugače povedala. Še bolj očitno je to, če imaš en problem na sodišču, če greš 2 odvetnikom, ti bo vsak čisto drugače povedal. Ne? Tako da, čisto vse, ki prebereš, tudi ne smeš verjeti. Ampak, če pa neko stvar prebereš 10-krat, ne, pa lahko malo verjameš. Tako da, lejte, tole sem vam hotel povedati. Ta video sem posnel z 2 razlogov. Prvi je ta, da se bom sam držal teh novoletnih zaobljub in verjemite mi, tisti trenutek, ko bom jaz svojo knjigo držal v rok, taka debela bo, sem rekel, taka kašaruga, to bo debela, težka kilo pa pol, trde platnice, da je to res oren knjiga. Takrat bom jaz najsrečnejši človek na svetu. Tisti trenutek bom vam garantiral. In prvo je to, zato sem to posnel, da se bom sam tega držal, ker vem, da če sem tega držal, bo življenje veliko lepše. Drugo je pa to, ker želim tudi koga od vas motivirati, da si napiše novoletne zaobljube. Pa si jih proba, lejte, tudi če si jih v 30% držite, je boljš kot pa nič. Lejte, če vam se drugega ne da, dajte tle v komentar, zdajle takoj, zdajle to sekundo, v komentar napišite 3 novoletne zaobljube zase. Dajte, me tudi prav zanima, kakšne imate. Ampak ne zdaj tu v 2 minutah napisati, dajte vzemite si 5 minut, da malo razmislite. To, kar sem vam rekel, kad to razmišljaš o teh svojih novoletnih, to je tudi nekaj pač razmišljaš o svojem življenju, kako je bilo prej, kaj lahko boljš narediš. Mislim, ta cajt, če te 5 minut v misel, sigurno ne bo stran vržen. Tisti, ki se pa ne strinjate z menoj, pa tudi v komentar to napišite. Pa napišite, zakaj se ne strinjate. Bom ful vesel. Res, jaz vsakega komentarja vesel. Tudi slabega. Tako da, dragi prijatelji, lejte, to je bilo to za danes.
Hvala, ker ste me gledali do konca. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, sam kliknite, naročite se pa zvonček. Meni ful pomen, vam vzame 2 sekunde cajta. In se vidimo čez par dni spet v naslednjem videu. Adijo, pa še enkrat res iskrena hvala, da si gledala do konca. Res mi je veliko pomen. Res. Živja.